Anton Palčič, rojen 19.12.43, Kočareja. Nahajamo se pa zdaj pri Bonkarju, ki je oddaljen od Kočareje 10 minut na relaciji za Boršt. Imenuje se pa tudi Babjak, ker tukaj so živele 3 žene in so v 3 kočah so stanovale in potem so ime nastal Babjak. In ostanke so pa še tole, tele žice in kamna, to je pa še vse ostank od bunkarja, kar vidite tukaj. Kje je pa bunker točno ležal? Bunkar je ležal pa tukaj, par metrov stran. A je vam oče še kaj, ker vi ste rojeni med vojno, ne? Med vojno, ja. A vam je še kako zgodbo povedal? Zanimivo o Italijanih? Drugega neko, kar da je mogel gozd posekati, da so potem žico potegnili Italijani. V kakšnem pasu pa je moral posekati? 20 metrov širine, pa dolžine je pa približno 500-600 metrov nekaj danskega. In tale so vse vaščane odpeljali domov. Za lastne potrebe? Ja. Tukaj, če gremo ven iz gozda, se pa vidi tam pobočje Gorjancev, ne? Gorjancev, ja, tako. Moramo še pogledati pogled na Gorjance. Ja. Kar pojmo. Tukaj se lepo vidijo Gorjanci. Tukaj le levo pa tudi ne bilo tega drevja, to si bilo čisto jasno se je vedlo do grada, od tukaj. A so to Italijani posekali ali ni bilo takrat drevja? Ne bilo drevja, ne bilo. To je bil pašnik tukaj prej. Tako da so imeli Italijani pregled? Ja, pregled čist ravno lepo. To je grad v Kostanjevici. Ja. Tako, da vemo. Ja. Zdaj smo pri drugem bunkarju, ne vidi se več, kje je bil, to kjer ve ga najde, drugače ga ne najdeš. Tukaj so samo še ostanki žice po drevju, je še najdeš, drugače pa ne. To si začelo pa rušiti kmalu po vojni, ker to je bilo slabo zedeno, in potem so tudi ta kamenna pota vozili, tako da si to ne more zdaj vedeti več, sploh kaj je stalo tukaj. Kje so pa ta kamen dobili? Ta kamen so kopali tam, ko smo prej bili. Torej v bližini teh bunkerjev? Ja, v bližini, ja, tukaj 100 metrov nazaj, za nami. Kdo pa je to zidal? Italijani. Sami, niso ljudi? Sami, ja. Torej niso, da bi domačine tu angažirali? Ne. Tako mi je oče rekel, da samo posekati so mogli domačini, ne pa odpeljati, ampak pol so pa sami delali.